Dober večer in lepo pozdravljeni. Poglejmo, kakšen torek je za nami. Vrtec na Ponikvi pri Žalcu bodo odprli z zamudo. Kaj so pokazali rezultati vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru? V celjski kulturnici odprli razstavo članov likovne skupine KPD Svoboda Celje. Košarkarice Cinkarne Celje v okrnjeni zasedbi začele priprave na zelo zahtevno sezono. Na Ponikvi pri Žalcu nestrpno čakajo zaključek gradnje novega vrtca. Na odprtje nove vrtčevske enote bo potrebno počakati nekoliko dlje, kot so pričakovali. Izvajalec del je med gradnjo naletel na nekatere nepredvidene težave, tako da bodo nov vrtec odprli 1. septembra. Kar se tiče vrtca na Ponikvi, vrtec na Ponikvi gradimo. Po zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in zato smo izgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da to seveda že vemo, da do občinskega praznika vrtec ne bo zgrajen, ampak se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen, ne bo pa tako, kot je bilo najprej želeno, da bi vrtec predali namenu z novim šolskim letom. To ne bo. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je mestno občino Celje seznanil z rezultati vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki so ga opravili v začetku avgusta. Rezultati mikrobioloških preiskav ne kažejo povečane mikrobiološke obremenitve. Na zahodnem delu jezera so zaznali površinsko goščo in nekaj nečistoče naravnega izvora, kot so cvetni prah, listje in les. Pri novem vzorčenju, ki ga je laboratorij izvedel včeraj, gošče ni bilo videti. Šmartinsko jezero ni uvrščeno med uradno določene kopalne vode, zato kopanje v njem poteka na lastno odgovornost kopalcev. Mestna občina Celje bo nadaljevala s spremljanjem kakovosti vode in javnost sproti obveščala o novih rezultatih. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Polzela, Žalec in Braslovče so uspeli pogasiti požar na gospodarskem poslopju v Andražu nad Polzelo. Sprva je kazalo, da bo šlo za manjši požar, ki pa se je hitro razširil, saj je zagorelo seno na gospodarskem poslopju. V intervenciji je bila poškodovana ena oseba, ki je bila zaradi poškodb s helikopterjem prepeljana v klinični center Ljubljana. Vzrok požara zaenkrat še ni znan. V celjski kulturnici so odprli 4. razstavo, na kateri se predstavljajo člani likovne skupine KPD Svoboda Celje. Včeraj zvečer so tako odprli razstavo Ponedeljkovanja likovne skupine Bel Art pod mentorskim vodstvom Silva Lavtižarja. KPD Svoboda Celje združuje več likovnih skupin, ki so se že predstavile v celjski kulturnici, tokrat pa so priredili razstavo, na kateri je sodelovala le skupina Bel Art, tista, katere članice se srečujejo in ustvarjajo ob ponedeljkih. Ta skupina Bel Art je nekako naša najmlajša skupina po stažu, 4 leta že delujemo skupaj, jaz sem njihov mentor. Srečujemo se vsak ponedeljek, zato tudi takšen naslov razstave Ponedeljkovanja. In probamo razvijati svoje darove po svojih sposobnostih. Članice skupine so se predstavile s slikami po lastni presoji. Tukaj zdaj govorimo o neki skupinski pregledni razstave, tako da bi težko govorili o neki konkretni temi, vse pa z njimi občasno spopadamo ali s tehnikami ali s temami skozi cel proces ustvarjanja. Tukaj pa različen pregled celotnega ustvarjanja. Obiskovalci so tako lahko videli raznovrsten nabor slik. Moja dela so portreti mojih vnukov, potem ena abstraktna slika, pa en akt, pa 2 abstraktni sliki, tako bom rekla. Jaz se predstavljam tukaj z večjimi slikami, 3 so v skupini in predstavljajo stare črne kuhinje, to so 3 slike, potem je ena krajinska in pa tudi tihožitje. Jaz predstavljam sliko s kaktusi, pa tisto abstraktno rumeno, oranžno z nečim rjavim noter. Naj sami si predstavljate, kaj je tisto rjavo. Naj bo izziv.
Kaj pa so o razstavi in umetninah kolegic povedale umetnice same? Meni je zelo všeč, seveda, ker sem tudi članica te skupine, ne? Tako da res smo bolj kot ne so nekateri začetniki, jaz hodim v 2 skupini sicer, nisem čisto začetnica, no? Ampak mi je zelo všeč v tej skupini, zelo se razumemo, super mentor je, tako da nam gre kar dobro. Kot običajno na vsako drugo razstavo, s tem, da smo res tokrat samo naša skupina, kot sem prej rekla, mi smo najmlajša skupina, delujemo 4 leta in začeli smo praktično iz nič, ugotovile, da v teh 4 letih smo dejansko izjemno napredovali, seveda pod vodstvom našega mentorja. Vsaka pač ima svoj način slikanja. Super je, ful je fajn, ker je ful različnih del, pa ker se vse skupaj, da so vse dela na istem mestu in da res na nov način vidimo drugega, na kak način ustvarjamo. Kakšni pa so načrti skupine Belar za prihodnost? Sem nadaljevati tako, kot nam gre zelo dobro, tako da upamo, da bomo tudi s pomočjo mestne občine, kjer pridobivamo sredstva, lahko razširili svoje dejavnosti, povabili še koga drugega, da se nam pridruži, tako da vabljeni in tako naprej, kot gre. Z ustvarjanjem bodo v KPD Svoboda Celje nadaljevali v jesenskih mesecih. Košarkarice Cinkarne Celje so začele s pripravami na novo sezono, v katere bodo igrale v kar 4 tekmovanjih, državnem prvenstvu in pokalu Slovenije, regionalni mednarodni ligi Vaba ter po 8 letih ponovno tudi v evropskem pokalu. Ekipa je v poletnem prestopnem roku doživela korenite spremembe. Na prvem treningu je trener Damir Grgič, ki bo že 18. sezono zapovrstjo vodil slovenske državne in pokalne prvakinje, zbral okrnjeno zasedbo, ki se bo postopoma kompletirala do konca meseca avgusta. Moram reči, da sem vesel, da smo končno začeli s samimi pripravami. Mislim, da je vzdušje dobro v ekipi, definitivno v tem trenutku še nismo popolni. Prevetrili smo ekipo, kar nekaj igralk je zapustilo klub, nekaj igralk je prišlo. Definitivno bomo imeli v letošnji sezoni veliko bolj izkušeno ekipo, tudi malo starejšo. Tako da se veselim vseh izzivov, ki jih bomo imeli. Mislim, da smo imeli ogromno časa, da se odpočijemo, da gradimo na nekih individualnih stvareh, ki mogoče v prejšnji sezoni, ki so nam delale težave. Mlajše dekleta, mlajše kategorije so imele reprezentance, so imele polno zasedeno poletje. Mislim pa, da smo že vse vesele, da smo nazaj, da se spet v bistvu nekako uigramo, da se kot ekipa povežemo in da to sezono napišemo neko lepo zgodbo. V novi sezoni bo Grgič lahko računal na usluge 6 novink, med katerimi je tudi slovenska reprezentantka Živa Mišjak-Cujnik, ki se je v Knežje mesto preselila iz ljubljanske Ilirije. Ja, zaenkrat sem pozitivno presenečena nad Celjem. Zdi se mi, da je res nek preskok med mesti Ljubljana Celje, ampak se mi zdi, da sem se zelo našla tukaj, tudi predvsem zato, ker mi nove soigralke niso neznane, jih poznam že od prej, so me lepo sprejele, tako da mi je zaenkrat super. Jaz sem zelo zadovoljna, imamo nekaj zelo izkušenih, zelo kvalitetnih igralk, ki veljajo tudi za najboljše v slovenski košarki. Mislim, da se od njih, predvsem me mlade igralke, lahko ogromno naučimo, da bo to neka lepa ravnovesje mlade energije in pa izkušenj starejših igralk in se veselim, da vidim, kako se bo razpletla ta sezona. Mislim pa, da se bomo dobro ujele, tudi se mi zdi, da smo vse iz te neke iste regije v bistvu in že to je veliko lažje. Rekla bi, da je Celje zgradilo zelo dobro, močno ekipo za naslednjo sezono. Mislim, da lahko tekmujemo tudi proti najboljšim, tako da mi je pa tudi fajn, da je mogoče cela ekipa spremenjena, da se mogoče tudi malo bolj lahko ulovim v ekipi. Bi rekla, da je lažje priti v celo novo ekipo, kot v neko staro ekipo. Po lanskoletni sezoni so klub zapustile vse 3 tujke ter kar 5 domačih košarkaric, ki bodo kariero nadaljevale v ameriških, srednješolskih in študentskih ekipah. Definitivno se je v zadnjem letu situacija, kar se tiče tekmovanja v NCAA ligi, spremenilo. Kopica mladih igralk odhaja v Ameriko, mi smo tu v Celju zelo veseli, če imajo igralke priložnost,
da se probajo tudi v NCAA ligi, definitivno pa to prije do malo spremembe razmišljanja, kar se tiče našega kluba, tako da v tem trenutku bomo imeli malo več izkušenih igralk, malo manj mlajših igralk, pa vendarle tiste mlade, ki bojo tu, bodo vedno, tako kot vsaka, dobile tudi prepotrebno priložnost, ki si jo bojo pač morale izboriti na samem terenu in ne bo velike spremembe, kar se tiče filozofije, mislim pa, da bo zato najbolj pomembno dobro vzdušje in pa dobro delo. Na koncu bomo pa videli, kakšni bodo rezultati. Celjanke bodo po vzoru zadnjih sezon celotno pripravljalno obdobje opravile v Celju. Do začetka sezone pa bodo odigrale tudi 5 pripravljalnih tekem. Ostajamo v Celju, tako kot že zadnja leta. Tukaj imamo vse prepotrebne pogoje, ki jih pač moramo imeti za dobro pripravljalno obdobje. Odigrali bomo 5 prijateljskih tekem. Že v prvem tednu v septembru igramo z ekipo Čato iz Budimpešte, pa potem z Vašašom, isto pa gremo na turnir v Ružomberok, tako da mislim, da bomo imeli zelo kvalitetne priprave, da se bomo uspeli tudi dobro pripraviti. Urnik bo precej poln, naporen, ogromno tekem in mislim, da se bomo morali predvsem zdaj v uvodnem delu dobro pripraviti, tako fizično kot tudi psihično, da bomo lahko zdržali ta tempo. Iskreno se mi zdi dobro, da ni spet isto mogoče, kot smo bile navajene v prejšnjih sezonah in da v bistvu da pač tudi na tem najvišjem, eden izmed najvišjih nivojev vidimo, kje smo, kako še lahko napredujemo, kaj nam še manjka. Slovenske šampionke bodo v novi sezoni igrale kar na 4 frontah. Ob domačem prvenstvu in pokalu jih čakajo obveznosti v kar 2 mednarodnih tekmovanjih. Regionalni ligi Vaba, ki bo s kar 4 udeleženci Evropskega pokala, letos najmočnejša v zadnjih 15 letih, ter po 8 letih spet tudi v Evropskem pokalu. V vsakem primeru je to najbolj pomembno to, da trdo dobro delamo, da dekleta napredujejo. To je najbolj pomembno, definitivno pa sem prepričan, da tako kot vsako leto, da bomo kot ekipa rasli iz meseca v mesec in da bomo takrat, ko bo najbolj potrebno, tudi pravi. Definitivno hočemo zadržati primat v državnem prvenstvu in pa pokalnem tekmovanju v Sloveniji, v Jadranski ligi, Vaba ligi pa bomo naredili vse, da mogoče se že 6. zapored uvrstimo v samo finalno tekmovanje, se pravi v finale Vaba lige. Če bo to možno, v Evrokupu pa v tem trenutku nimamo nekih rezultatskih ambicij, definitivno pa ne bomo pustili nikomor, da z lahkoto pride do zmage proti nam, tako da na vsako tekmo bomo šli na zmago in videli, kaj lahko storimo. Zagotovo glavna ideja, cilj je, da osvojimo državno prvenstvo, prav tako pokal. Kar se pa tiče Vaba pa Eurokapa, pa se mi zdi, da tudi ciljamo na najvišja mesta, kakor bo šlo. Eurokap igramo prvič po precej lepem času, tako da za to tekmovanje bi rekla, da imamo mogoče najmanj dorečeni cilj. Jaz mislim, da celotna ekipa in klub ciljamo po najvišjih mestih, tako na domačem prvenstvu, tudi skokar na mednarodnem, tako da bo naporno, bo veliko tekem, ampak z neko dobro regeneracijo mislim, da smo lahko samo kos. Celjanke bodo novo sezono s prvima tekmama v državnem prvenstvu in ligi Vaba odprle konec meseca septembra. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segale tudi proti vzhodu države. Hvala lepa tudi tokrat za vašo pozornost, vabljeni pa seveda, da ostanete v naši družbi še naprej. Lahko noč.